Pozdravljeni. Začenja se zadnji letošnji dirkaški vikend, kar se zadeva svetovno prvenstvo Formule 1. In kot običajno si bomo tudi tokrat v uvodnem prispevku velike nagrade Abu Dabija ogledali vse zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Kot običajno bo tudi današnji uvodni prispevek razdeljen na 3 dele. Najprej se bomo ustavili pri zanimivi dirki iz preteklosti. Nato bomo našo pozornost usmerili samim lastnostim proge v Yas Marini. Na koncu bomo še nekaj minut posvetili vremenski napovedi. Tudi tokrat se bomo vrnili v sezono 2024. Ne zato, ker je relativno blizu, ampak zaradi tega, ker imamo marsikatero vzporednico glede na ono, kar pričakujemo letos. Lani se je bil boj za naslov svetovnega prvaka prav do zadnje dirke. Ampak ne med vozniki, temveč med konstruktorji. In treba je povedati, da so se takrat borili pri ekipi McLaren, ki je bila vodilna, in skuderijo Ferrari. Marsikdo bi lahko dejal, da je bilo vse zaključeno že po kvalifikacijah. Čeprav v resnici bi lahko dejali, da takšen posameznik ni imel popolnoma prav. Ampak vseeno videli smo, da sta bila oba McLarena v prvi štartni vrsti z Landom Norrisom in Oskarjem Piastrim. Na 3. mestu se je znašel Carlos Sainz mlajši. Ampak kje je bil Charles Leclerc? Po izjemno ponesrečenih kvalifikacijah in po dodatni menjavi elementa pogonskega sklopa je dirko začel kot 19. In z enim Ferrarijem na 19. mestu bi lahko marsikdo si mislil, da je bilo res zadev konec. Ampak treba je omeniti, da se je med dirko marsikaj spremenilo. Najprej se je Oscar Piastri spopadel z Maxom Verstappenom in prišlo je do medsebojnega trka, kar je oba voznika vtisnilo precej nazaj. Piastri je nato dirko končal kot 10., Max kot 6. Ampak tisto, kar je bilo bistveno bolj zanimivo, je bila fantastična vožnja Charlesa Leclerca. Že po koncu prvega kroga je bil 8. In svojo borbo je nadaljeval do konca. Uspelo mu je celo priti na zmagovalni oder. Ampak kot dobro vemo, to ni bilo dovolj. Dirko je zmagal Lando Norris pred Carlosom Sainzem mlajšim in že prej omenjenim Charlesom Leclercom. McLaren je postal svetovni prvak med konstruktorji in sedaj se marsikdo sprašuje, kje je tista vzporednica z današnjo situacijo. Med vozniki imamo na prvem mestu seveda Landa Norrisa, ki ima 12 točk prednosti pred Maxom Verstappenom in 16 pred Oskarjem Piastrim. Če si pogledamo to tabelo, bomo videli, da ima v možnih kombinacijah Lando Norris kar lepo prednost. Dovolj mu je, na primer, če
dirko za veliko nagrado Abu Dabija konča na zmagovalnem odru. Ne glede na rezultat, ki bi ga lahko dosegla Verstappen ali pa Piastri. Max lahko postane na primer prvak, če dirko zmaga in je Lando četrti, kar seveda je mogoče, ampak bodimo iskreni, malo verjetno. In seveda tako bi lahko nadaljevali skozi celotno tabelo. A treba si je ogledati tudi, kakšne so lastnosti proge v Yas Marini, da bi lahko malce bolje razumeli, kaj sploh lahko pričakujemo. Seveda proga nam je dobro znana, ampak kot običajno se bomo oprli na tisto znano tabelo, ki jo izdaja Pirelli. Najprej izbor samih mešanic pnevmatik. Vidimo, da je tu izbor padel na C3, C4 in C5, kar bi lahko označili za standarden izbor. Nobenih prepovedi, nobenih omejitev, nobenih mešanic C6. Torej, lahko bi dejali, da tu kakšnih presenečenj na tem področju ni videti. Ampak kakšne so tiste poglavitne lastnosti prog? Zopet si bomo ogledali tabelo in dokaj hitro ugotovili, da so vrednosti po večini tam v povprečju. Edine 3 kategorije, ki izstopajo, so pospeševanje, zviranje in evolucija same proge skozi dirkaški vid. In kaj bi lahko iz tega na hitro zaključili? Da je verjetno bolj svež pogonski sklop lepa prednost. Namreč pospeševanje je verjetno ena izmed tistih poglavitnih kategorij. In najbolj svež pogonski sklop je tisti, ki ga ima na voljo Max Verstappen. Spomnimo se velike nagrade Sao Paula. Ampak po drugi strani poglejmo si, kot ponavadi, še tiste vrednosti, ki jih pripisuje Pirelli, predvsem pri previsnem kotu in minimalnem tlaku v pnevmatik. Kar se tiče previsnega kota, je ta omejen na -3 stopinje na prednji osi, -2 stopinji na zadnji osi, kar je morda malce višji kot običajno, ampak leta 2023 smo na prednji osi imeli celo -3 stopinje in 1/4, tako samo za informacijo. A bolj zanimivo je seveda tisto, kar vidimo na področju minimalnega predpisanega tlaka. Ta je določen na 23,5 funtov na kvadratni palec, kar se tiče prednje osi, in 21,5 funtov na kvadratni palec, kar se tiče zadnje osi. Na prvi pogled nič kaj tako ekstremnega. Seveda, tlak je malce višji kot običajno, ampak kot sem povedal, nič kaj zaskrbljujočega in razlika med prednjo in zadnjo osjo je 2 funta na kvadratni palec, kar bi lahko smatrali za normalno. Če zadeve pogledamo, kako jih je Pirelli predpisal v sezoni 2024 in 2024, bomo takoj ugotovili neko zanimivost. Dvig tlaka za 1,5 funta na kvadratni palec, tako na prednji kot na zadnji osi. Seveda, to bi lahko nekako smatrali zopet za normalno in konec koncev lahko pridemo do sklepa, da ni za pričakovati kakšnih presenečenj, vsaj ne na tej tehnični strani. Torej, sedaj nam je ostala še tista
zadnja zadeva, tisti zadnji del, torej vremenska napoved. In tu bomo v resnici dokaj hitri. Imamo enake pogoje v petek, soboto in nedeljo. A verjetnost kakšnih padavin je enaka nič. Na nebu ne bo niti najmanjšega oblaka in temperature se bodo gibale med 28 ter 22 stopinj Celzija. Torej, tudi na tem področju ne moremo pričakovati absolutno nobenih presenečenj. Kar pomeni, da bodo imeli vozniki idealne pogoje za to letos zadnjo veliko nagrado in da bo prišlo na dan vse dobro in slabo, kar se tiče tako bolidov kot tudi voznikov. Čeprav na prvi pogled bi lahko dejali, da bo dirka v Abu Dabiju dokaj enostavna, smo lahko videli iz primera lanske dirke, da se v bistvu lahko spremeni marsikaj, ne bomo dejali vse. Ampak kljub vsemu je situacija takšna, da tudi če bo prišlo do presenetljivega rezultata, ta lahko ne bo vplival na končni razpored na tisti vozniški lestvici, ki na koncu krona svetovnega prvaka Formule 1. A videli bomo v nadaljevanju, kaj se bo zgodilo. Za naš uvodni prispevek je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.